kjer bi pač izkoristil to priložnost pohvalil Hokejski klub Triglav Kranj, da mi je nudil pač optimalne pogoje za trening, ki smo jih pa, jaz mislim, v celoti izkoristili. Delo na treningih je bilo na zelo visoki ravni in mislim, da smo naredili dobro bazo za nadaljevanje teh priprav oziroma za ta uradni začetek. Prvi teden priprav bomo še posvečali malo tudi fizični pripravi, trenirali dvakrat na dan, vključevali tudi kakšne treninge izven ledu. Potem pa se proti koncu tedna tudi počasi pripravljamo na prvo pripravljeno tekmo, ki nas čaka v Zagrebu. To je pa to, kader je sicer malo okrnjen glede na to, da se nam dogaja kar veliko poškodb, ampak kot zmeraj pravim, taka je narava pač našega športa in tako tudi moramo to vzeti. Tisti, ki je poškodovan, tako da se ne more pridružiti. Vsak bo manjkal, ampak brez teh bo treba igrati in imam zaupanje v vse fanti, ki bodo pač na pripravah ali pa potem na končni seznamu za Katovice. Najmlajšemu Janu Drozgu, jaz sem planiran njega poklicati tako ali tako, tudi če bi bilo več igralcev na razpolago. Iz razloga, da glede na to, da pač fant kar dobro napreduje oziroma je nek potencial za prihodnja leta za člansko reprezentanco. Nek to, da ga pač vidim, da plus tega, da izkoristim, ker ekipa v 18 uradno začne še kasneje z pripravami in tudi za njega bo dobrodošlo, da je izkoristil vmesno obdobje, da bo pač na ledu in z ekipo treniral. Kar se tiče pa ostalih, je pa tako, da to so vsi 97-letniki, ki so igrali kar važne vloge v reprezentanci v 20. Zdaj nakazujejo tudi, da bi lahko se priključili v prihodnjih letih kranjsko reprezentanco. Kaj bojo pa pokazali, pa to bomo pa videli na treningu. Pa se bomo na podlagi tega odločali. Meni je pa važno samo, da se pač potrudijo, da dajo vse od sebe, pa da je to nekako sproščeno, da ne bojo preveč po domač zategneni in da bojo pokazali pač tisto, kar znajo. Koliko pa zdaj računam na njih, bomo pa pač videli skozi te treninge. Napisal. Kar sem si mogel prav napisati. Ja, Muršak pač zlom, tle nimamo kaj. Je dost, da Rodman David ima jutr, mislim, da so govorili, da ima jutr pač ti skončen pregled, ampak sum na križne, tako da tle verjetno ne bo šlo. Voličič je že bil operiran, je že v rehabilitaciji. Pajič, ki se nam je tudi v mislih, ima zapestje, gips do rame gor, tako da to ne bo nič. Rodman Marcel je že celo sezono out zaradi težke poškodbe vratu. Žal Nik Pem, ki je bil resen kandidat za reprezentanco, pač je zlomil prst, tudi ne bo. Videli bomo, kaj je z Blažem, ki ima lažje pač nategnjene kolenske vezi, ampak mislim, da bo zdravniška služba to rešila. Tle bi v kratkem lahko se priključil normalno polni pogon. Imamo pa Števih Pavlin, ki igrata pa v baražu v češki ligi za nastop v ekstra ligi. Da bomo pa videli, kako bojo tekme šle. Normalno se oni igrajo do 25.4., to se pravi 2 tekme v svetovno prvenstvo. Problem pa je ta, za to divizijo 1, da lahko, v bistvu kvota je veliko manjša kot v elitni diviziji z igralci in po vsej verjetnosti bom vzel 7 branilcev, tako da ne moram pa čakati do zadnje, oziroma 2 tekme v svetovnem prvenstvu, s 5 se pa naprej igrati.
Tle bomo malo videli, kako bo tekmo šle, če bi bila kakšna možnost, ampak zgleda bolj nekaj. Sploh te najbližje imam tudi neko vezo oziroma vezo. Kako pač delajo Italijani, kako dobro Avstrijca tle ima zelo odprte karte, se ni nekaj strašno skrivati. Tako da ja, sigurno se oziramo proti nasprotnikom. Priložnost bo videti le Japonca, ko bo šel sem na priprave, tako da bomo zbrali čim več informacij o tekmecih, sploh teh, ki jih srečujemo na prvih dveh tekmah. Potem se pa že na samo prvenstvo že dosti vidi, kako pa. Tvojih, kot bi rekla, tipanju, kdo bo najtežji? Tudi pa, glede na prejšnje izkušnje, pa tako je zelo izenačena liga, ker gledamo, pač prva tekma je zmeraj prva tekma, tam vsi še dajo 100%, vsi so zdravi. Po ene dveh dneh se pač situacija malo skristalizira, ampak tem je ekipa Poljske, ki je domačin, sigurno je to neka njihova prednost. Pa Avstrijska je vedno pač kandidat za prvo mesto v diviziji 1. Tako da jaz mislim, da tle Italijan recimo je zmagal te predkvalifikacije za olimpijado in je sigurno zgradil neko pozitivno klimo v ekipi, bo sigurno tudi navaren. Tako da ne moramo tle reči, da je tudi en čisti outsider. Ker tudi Japonci in Korejc s svojim načinom, Korejc sploh dosti agresiven, da smeš nobenega imati prav na lahko, oziroma se ti hitro obrne sreča, če to narediš. Definitivno se je zdaj začelo zares. Pač mi smo že, jaz sem bil eden izmed tistih, smo že 14 dni zelo dobro delali v Kranju. Zdaj se nas je zbralo več fantov, bodo verjetno tudi treningi potekali malo drugače. Tako da, ja, mi smo pripravljali tako, kot se moramo. Vsako tekmo šli tako, kot moramo, 100% in igrali na prvo mesto. Dokler niste rekli, jaz sploh nisem razmišljal, da je lahko drugo mesto, da ni dost, ampak mi smo šli na prvo mesto, pač odigrali vsako tekmo tako, kot moramo in pol nakon bo videl, kaj bo, kaj in kako. Ja, nažalost še koga drugega ne bo, ne sem bratov Rodman, tako da pač hokej je tak šport, da se poškodbe skozi dogajajo. Enkrat so med sezono, enkrat so na koncu sezone, tako da glede tega nimamo kaj. Moramo igrati s tistimi, ki smo tukaj, tako da časa za igravanje bo sigurno dost, ker je le še 3 tedne priprav, tako da bomo lahko probali na treningih različne kombinacije. Tako da glede tega mislim, da ni nobenega strahu, ampak kot sem rekel, pač poškodbe so in mi, ki smo tukaj, moramo dati vse v sebe, zdaj kogar ni, pa nažalost ga ni. Obljubiš lahko, obljubo je težje držati, ampak predvsem glede tega, ker nikoli ne veš, v kakšni situaciji se znajdeš, ampak jaz bom dal definitivno vsako tekmo od sebe maksimum, pa če bo to gol, bo gol, če bo podaja, če bo dobra igra v obrambi, bo to, tako da mi, mislim, da vsi fanti reprezentanci prvo damo naprej ekipo, potem pa je še tisto individualno, ampak prvo je ekipa, potem pa vse drugo. Nažalost, ko je v hokeju, ljudje se razlikujejo, tako da eni smo trenirali, eni so
so pa še igrali. Vsekakor dobrodošlo igrati, ampak tudi če ni, pa treba biti v pogonu in oddelati te stvari. Moja služba, jaz tako se moram zavedati, če pa se vzamem 2 tedna prosto, da poleg se gre za res, da ni bo to, tako da vsak dan smo delali na polhan in mislim, da bomo zelo dobro pripravljeni. Ja, seveda se je po moje bolj ta kapetanski trak je bolj tako za zunanjo podobo, za novinarje, za to, ampak v garderobi, vsaj v naši garderobi ima določeno besedo, ampak tam so veliko igralcev, ki držijo to vzdušje, ki so še dolg časa skupaj in teli mladi so zdaj se priključili, oni bojo 100% kakšen teden sam tih pa gledali, ampak verjamem, da jih bomo hitro sprostili, pa da se bo oni tudi začutili to pravo zrače. Seveda bo se tako vsak let nosilcev v ekipi, ki se od njih pričakuje malo več, od nekaterih malo manj, ampak vsak mora svojo nalogo narediti 100% in mislim, da poj uspeh ne sme zastrati. Da, ga je treba, ne dobiti pa zmagama, to je preprosto sam. Vsi bomo mogli vse igrati, ker danes se igra vseh 5 igralcev v obrambo in vseh 5 igralcev mora se tudi v napadu vključevati, tako da lepo je, če ne prejmaš veliko zadetkov, ampak tudi lepo je tudi, če jih veliko daš, tako da vse je tako, vse se mora poklopiti. Rutino sem že igral dosti tekem, tako da grem tam pričakovati. Raj igram proti Japoncem kot Korejcem, ker zdaj sem prvič igral proti Korejcem, niti malo niso bili všeč, tako da... Ampak to so tekme, nismo favoriti, ne se mislim z njim obremenjevati, če bom igral svojo igro, ne bojo imeli šans, tako da sem v glavi naštimati in